Ste zadovoljni s svojim življenjem v trenutnih razmerah, ki vladajo v Sloveniji? Če ste mlajši od 27 let, očitno ne preveč. Najnovejša študija o mladini, ki jo je pripravil Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb na Mariborski univerzi, namreč kaže, da mladi Slovenci sveta ne vidijo preveč rožnato. Mladi se s tem, ko se soočajo z višjo stopnjo negotovosti, so pesimistični. Zelo negativno so naravnani ali pa imajo negativen pesimističen odnos do svoje prihodnosti, pa tudi do prihodnosti države. In kar je presenetljivo, je to nezadovoljstvo gledano relativno na precej višji ravni, kot na primer v državah, kjer je situacija objektivno slabša. Kakšno je trenutno stanje mladih v Sloveniji? Tako srednje, odvisno, kako se kdo posameznik znajde. Eno je to, da imaš včasih imeti tudi veze, da priješ do službe, druga pa je, imaš imeti interes in za vsako delo poprijeti. Pa ja, zadovoljno sem še kar, no. Naj nič nekaj zdaj kompliciral tukaj. Meni je čisto vrej, kako je. Vsega imajo preveč, šoli delam, učiteljica sem. Vse ni tako slabo niti, ne, ampak to je bolj delo politikov in tistega, ne. So bolj oni odgovorni za nas. Slovenski mladi, tako kot cela slovenska družba, doživlja neko krizo identitete, nek kolektivni občutek, da je vse narobe. Kar je mogoče povezati s tem, da je Slovenija bila pogostokrat označena kot zvezda Evrope. Prvi smo sprejeli evro kot plačilno sredstvo, med prvimi smo bili sprejeti v Evropsko unijo. Skratka, bili smo zgodba o uspehu, zdaj se pa zdi, da so se vse te podobe o tem, kdo smo, kam gremo, da so se nekako razbile na čereh te krize. Kaj pa, če bi recimo primeral standard mladih v Sloveniji s standardom mladih v drugih državah? To mislim, da smo še kar na neke sredine, na neki meji normale, ampak se vseeno fej slabša, ne. Če bo šlo tako dalje, bomo kar prišli tja do afriških držav. Če bi si primerjali za kako Avstrijo, Nemčijo, smo verjetno na slabšem, ne? Če pa se primerjamo s kako Bosno, pa smo še vseeno na boljšem. Problem je, da se vedno več nas oziroma se jih izseljuje in tako dalje. To je mogoče po mojem mnenju največji naš problem, da kmalu več ne bo te mladine, ki bi zagotavljala tista delovna mesta in pa skrbela za to, da gre gospodarstvo naprej. Pač vidi se, da smo še tukaj na delu Balkana, ne, da še drugače. Slovenska mladina se zdi, kot da so zelo vase usmerjeni, lahko bi rekel tudi mogoče bolj hedonistično naravnani, manj dolgoročno, pri njih je mogoče zaznati manj dolgoročne perspektive, skratka, mogoče več je tega pripisovanja, da je nekako njihova pozicija izključno odvisna od sistema. Mislim, da nam je vsem jasno, da je treba korenito spremeniti vse, kar je v naši državi. To se začne vse tam v parlamentu in tako dalje in v spreminjanju ustave in vsega korenite, v glavnem spremembe. Potem šele iz tega vidika bi zagotovili nekako mladostnikom neko tako prihodnost, ko si jo nenazadnje tudi zaslužimo. Starejše bi dala v penzijo, pa 50-letni ne uživajo, pa mladi zaposlila. Jaz nimam nekih velikih izkušnji s tem, v bistvu se ne zanimam zelo za to, ampak tako, koliko drugih čujem, povprečno. Te v bistvu ne zanima stanje ali pa standard, ki ga boš še živela, ne vem, čez 5-10 let? Me zanima, to se vsak sekira glede tega, ampak prihodnost je še daleč, vsaj zame. Če vas zanimajo podrobnejši podatki o slovenskih mladih, si raziskavo Mladina 2013 lahko ogledate na spletni strani Centra za raziskovanje postjugoslovanskih družb.